Živjo, sem Manca Garenko, trenutno v vlogi programske vodje Festivala literature Sveta Fabula, sicer pa tudi urednica Beletrine, urednica občasnih beletrininih izdaj, zgodovinarka in v zadnjem času morda čisto malo tudi pisateljica. Kot zgodovinarka sem bila mlada raziskovalka na Inštitutu za zgodovinske študije Univerze na Primorskem, kjer sem pod mentorstvom dr. Jožeta Pirjevca pripravljala doktorsko disertacijo, za katero upam, da jo bom oddala kmalu, še spomladi, o ruskih vplivih na severnem Jadranu med 1848 in 1914. Raziskovanje je nedvomno eden od najlepših poklicev, ki jih človek lahko ima. Sem pa jaz mislim, da nekoliko preveč komunikativna za to, da bi samo raziskovala. Preveč si želim govoriti, povedati, kaj sem prebrala, videla, slišala. In zame je bilo raziskovanje vedno samo pot do tega, da bi recimo lahko poučevala. Moj najljubši del poklica na Univerzi na Primorskem je bil to, da sem lahko poučevala, da sem lahko delala s študenti. In upam, da bom to lahko počela tudi v prihodnje. Torej, moje raziskave so seveda deloma namenjene meni, si pa zelo želim, da bi dosegle čim širše občinstvo, predvsem pa, da bi o njih lahko govorila s študenti, da bi o njih lahko govorila s tistimi, ki so nekoliko mlajši od mene. Z veseljem bi poučevala na fakulteti, tudi na gimnaziji. Je pa res, da moram reči, da sem tudi službo na založbi Beletrina zelo zadovoljna in da je delo s knjigami tudi ena stvar, ki jo imam zelo rada. In mogoče je to moj glavni problem, zaradi katerega sem se velikokrat počutila krivo, da se ne znam, ne zmorem ali pa nočem, še sama pri sebi ne vem, osredotočati samo na eno stvar. Da ko se ukvarjam z zgodovino, z raziskovanjem, si želim, da bi se ukvarjala s knjigami. Ko se ukvarjam s knjigami, si želim, da bi bila v arhivu. Ko sem sama, si želim, da bi imela občinstvo, in ko imam občinstvo, si želim, da bi bila sama. Beletrina je nekaj, čemur drugi govorijo spletni mediji, sama temu rečem medij, ker se mi zdi, da je to razlikovanje med spletnim in nespletnim morda leta 2017 že malo preživeto, ki v svoje središče postavlja literaturo, kulturo in družbo. Na začetku je bila to drzna poteza in to niti ni bila moja poteza, to so postavili drugi, na čelu z Diano Matkovič in vodstvom Beletrine, ki so si želeli, se mi zdi, literaturo približati širšemu občinstvu. Ko sem jaz to prevzela leta 2012, je bilo to še vedno moje glavno vodilo. Torej, pisati o literaturi in kulturi na splošno za tiste, ki se sicer poklicno ne ukvarjajo nujno s tem, za tiste, ki jih to zanima. In kljub temu, da se ukvarjamo s težkimi temami, s temami, ki veljajo za zahtevnejše, to delati na način, ki deluje zabaven, sproščen, vesel in predvsem dostopen vsakomur. Mislim, da kdorkoli se ukvarja z literaturo, ima težavo, kako to približati ljudem. In največji izziv se mi nedvomno zdi to, kako nagovoriti ljudi, da literatura ni nekaj groznega, da to niso šolska berila in morda dolgočasne učiteljice slovenščine, ampak da je nekaj življenjskega, kar nam lahko v bistvu dela vsak dan veliko lepši. Moja knjiga Pripoved o Zofki Kveder je morda posledica tistega, o čemer sem govorila prej, da ko sem sama in ko raziskujem, pogrešam občinstvo. In ta knjiga je v bistvu nagovor mladim bralcem. Bralcem, ki so stari med 13 in 16 let, za katere si želim, da bi vedeli, zakaj v berilih ni ženskih umetnic, zakaj v berilih ves čas berajo o moških, zakaj so vsi veliki umetniki moški in kam so izginile ženske. In to je zelo enostaven poskus tega, da bi prikazala, kakšne boje je bilo konec 19. začetek 20. stoletja treba biti za to, da smo danes tam, kjer smo. In predvsem, kako hitro lahko izgubimo to pozicijo, na kateri mislimo, da smo in je zagotovljena, če se ne zavedamo preteklih bojev in če se ne zavedamo tega, da stvari niso samoumevne. In Zofka Kveder je krasen primer močne ženske, ženske z noro življenjsko zgodbo, izjemno pogumno ženske in nenazadnje tudi dobro umetnico, kar se ji velikokrat zanikajo. Velikokrat lahko beremo, da ona umetniško ni bila na isti ravni s svojimi moškimi sodobniki. Jaz pa sem prepričana, da nekatera njena dela absolutno dosegajo standarde njenih moških sodobnikov in jih v določeni meri celo presegajo. Sem ta generacija, ki je imela možnost izkusiti Erasmus in sem v tujini bila. Preživela sem zelo lep čas v Berlinu. Pozneje sem se v Berlin tudi vrnila
kot nekdo, ki je tam delal v kulturi in moram reči, da mi je bilo super. Ali bi odšla? Ja, sem se spraševala, če bi, ampak problem je, da se mi zdi, da je moje najpomembnejše orodje je moj jezik. In to, kar delam, je večinoma z jezikom. In jezik je tisto, kar me definira. In se mi zdi, da v nobenem drugem okolju ne bi mogla obstajati na ta način. Če me vprašate zdaj, če bi šla v tujino ali ne, pač absolutno ne. Ker je Ljubljana moje najljubše mesto in se tukaj resnično dobro počutim, imam tukaj dom. Imam socialno življenje, ki je zame enako pomembno kot profesionalno. In ne vidim razloga, zakaj bi odhajala. Mislim, da sem jaz ena od srečnic, nažalost redkih srečnic, ki ima v tem okolju priložnost delati, kar jo izpolnjuje. In ki ima zelo, zelo lep poklic. In si sploh ne predstavljam si, kaj boljšega bi v življenju lahko počela kot to, kar počnem.